bolj smo veseli, da si z nami. Dajmo biti mal skupaj, boljš kot da smo sami. Učni kotiček, Na svet za boljši svet. s pravljico v ušesih, gremo na potep. Živjo! Halo, Šinare, Dobar dan. Jošt, a si v redu? sem, ampak sem še vedno tako sit od božiča. ste imeli veliko pojedino? Smo, ja. Vsak v naši družini je nekaj pripravil. Mami je naredila pražen krompir, ati je spekel meso in zelenjavo, Anže, brat, je spekel domač kruh, jaz pa sem spekel sladico. In to pravo jabolčno pito. Poleg nje pa sem dodal še vaniljev puding. Še sreča, da je babi prinesla donat. Tudi mi smo imeli božično večerjo. Letos smo igrali Monopoly, kjer sem zmagal. Mi pa božiča nismo nikoli praznovali. Naš ati je imel takrat ponavadi špil, pa smo potem naredili veliko večerjo na Silvestrovo. Mi pa božični večer praznujemo 6. januarja. Takrat se dobimo z družino in res veliko jemo. Poglej, kako različne navade imamo, a vsi najraje praznujemo v krogu družine ali prijateljev. Res je, prazniki so čas, ko je še lepše biti skupaj. Zdaj, ko sta to tako lepo povedala, pa sem pomislila na tiste, ki so v času praznikov osamljeni. Ja, tisti, ki so med prazniki od doma, ki med prazniki delajo in nimajo ob sebi družine in prijateljev. Res si ne predstavljam, kako težka je lahko takšna situacija. In mislim, da je prav, da vsak od nas pomisli, če je morda med nami kdo, ki bi ga lahko med prazniki razveselili, ga povabili k sebi. Praznovanje je vedno bolj zabavno v dvoje, troje. Skratka, v družbi. In tokratna oddaja bo seveda namenjena praznovanju doma in po svetu. Nekatere praznike praznujemo vsi na isti dan. Nekaterih praznikov pa sploh ne praznujemo vsi. Nekateri prazniki so osebni, drugi državni, tretji verski. Koliko enih informacij. Zato, preden začnemo, poskrbi, da te ne bo nič zmotilo. Da si udobno nameščen ali nameščena. In dobro pobožaj svoja ušesa, da ti ne bo ušel noben šum. Najprej pa je čas za... Novice! Novice! Juhu! Prazniki so tu in novice tudi. Ptice, slišim, da ste se odpravile na pot. Je to res? Res je, res. Z mojo družino in z mnogimi sestričnami smo se odpravili na krajše potovanje, odkuder se trenutno oglašam. Šle smo na hrast k babici Vrani Anciani. Živi na zgornji veji v 7. nadstropju. Sicer vrane najraje letimo same. V teh časih pa se rade tudi malo podružimo. Babica je spekla črva po svojem slavnem receptu, zraven pa je postregla solato iz jabolk in semen. Slastno! Nato pa smo se igrali vranje igre. Tekmovali smo, katera dlje vrže kamenček, katera najhitreje leti in katera najdlje zdrži v zraku. V nobeni od iger sicer nisem zmagala, ampak sem se imela izredno lepo. Bolj pomembno mi je bilo to, da se skupaj igramo. Še tole preden grem. Zadnjič sem si želela privoščiti en čaj na prostem pod svetlečimi lučkami, pa so bile stojnice zaprte. In sem odvrčala v drugo mesto in so ravno zapirali. V tretje mestu jih letos sploh niso postavili. In ravno ko sem hotela iti domov, sem izvedela, da so jih odprli tam, kjer sem bila na začetku. Pa sem si rekla, in odletela domov. Sem si ga kar tam skuhala.
Čau! Hvala, vrana Fabjana. Galeb Golobič, odkot pa se ti oglašaš? Pozdravljeni. Oglašam se iz Benetk, kjer sem na obisku pri svojih bratrancih Golobičih na trgu Svetega Marka. Benetke so sicer prekrasno mesto v Italiji, nekoč znano kot veliko trgovsko pristanišče. Danes pa so pomemben turističen kraj. A kaj, ko Benetke ogroža vreme? Mesto je namreč zgrajeno na lesenih pilotih. Pa ne na tistih pilotih, ki v letalih skupaj z nami pticami polnijo nebo, pač pa na stebrih, ki so pogrezneni v morje. No, to morje pa se včasih tako dvigne, da preplavi celo mesto. Letos poleti je bila voda turistom čez gležnje. Do tega pride zaradi močnega deževja in visoke plime, ki je posledica globalnega segrevanja. Ledeniki se talijo, morje pa raste in gloda obale. Upam, da se kmalu začnemo zavedati pomembnosti okolja, da to vreme ne bo več tako zmešano. Pa še zanimivost, moji sorodniki po mami, Galebi, po zimi odletijo v tople kraje, v Afriko in na Bližnji vzhod. Moji sorodniki po očetu, Golobi, pa po zimi ostanejo kar doma. Besedo vračam v studio. Hvala za vse zanimivosti, Galeb Golobič. Kdo pa zdaj prihaja v goste? Šantaja, pozdravljena! Pozdravljeni iz Indije. Sem se je naša družina odpravila že zgodaj novembra. Tako zgodaj zato, ker smo želeli priti pravočasno na praznik Divali, praznik luči. Sredi novembra smo tako 5 dni praznovali tako, da smo si prižgali oljne svetilke, družili smo se in okrasili marsikatero drevo. Vse to pa nas še sedaj greje in razveseljuje. Verjamemo namreč, da lahko svetloba prežene temo in zmaga nad zlim. Ptice, najlepša hvala za vse novice. Na slišanje! Ej, piše, da bo zdaj gost. Ne, gost. Ja, gost. Danes je z nami Nikola, ki je v Slovenijo prišel zaradi študija, danes pa je kot zdravnik zaposlen v psihiatrični bolnišnici Polje. Živjo, jaz sem Nikola in prihajam iz Skopja iz Makedonije. V Sloveniji sem že 10 let. Nikola, a obstaja kakšen praznik, ki se v Makedoniji praznuje, v Sloveniji pa ne? Ja, v Makedoniji praznujemo slavo. Slava je družinski praznik. Vsaka družina izbere enega zavetnika, enega svetnika in na njegov god priredi večerjo. Na slavi so povabljeni vsi prijatelji in sorodniki te družine. Moja družina praznuje slavo 21. novembra, ki je dan svetega nadangela Mihaela. Kaj pa ponavadi jeste? Na slavi jemo veliko različnih stvari. Jemo recimo sarmo, polnjene paprike, meso, jemo različne pite, moja najljubša je porova pita, pa prav tako je veliko sladkarij, sladic, recimo trileče, baklava in podobno. Katera pa je tvoja najljubša jed? Moja najljubša jed je pasulj. A obstaja kakšna tradicija povezana s slavo? Tisti, ki praznujejo slavo, načeloma na slavo ne povabijo svojih prijateljev in sorodnikov, ampak ti morajo vedeti, kdaj je slava in sami pridejo na večerjo. Na slavo se prav tako naredi slavski kolač, to je kruh, ki se okrasi s posebnimi figuricami iz testa.
potem ta kruh nesemo v cerkev, kjer ga duhovnik posveti in ga namoči v rdeče vino. Bi rad še koga pozdravil? Pozdravil bi Jošta, Teo, Juša in Tanjo. Pa Majo Trampuš, ki je bila gostja v prejšnji oddaji. Hvala za obisk, pa lepe praznike ti želimo. Hvala. Za boljši svet. O, wow, kaj pa je to? Odkot pa ti piškoti na mizi? Mami, kdaj si pa pekla? Kaj? Saj nisem. Oči, kdaj si pekel? Pekel? Nazadnje sem pekel kakih 10 let nazaj, ko sem se še hotel prikupiti tvoji mami. Dobre piškote si spekla, mami. Kaj praviš? Dobre kote sem rekla? Kaj pa to pomeni? Haha, babi, si spet pozabila dati slušni aparat v uho? Mami, namesti si slušni aparat. Babi, pozabila si na slušni aparat. Čisto nič vas ne razumem. Si bom raje namestila slušni aparat. No, babi, zdaj, ko me slišiš, zelo dobre piškote si spekla, hvala, kot da bi vedela, da imam najraje medenjake. Kaj? O kakšnih medenjakih govoriš? Jih bom res kaj kmalu spekla, ampak teh pa nisem jaz. Sem imela preveč dela s pletenjem deke. Kdo pa je potem spekel te piškote in mi jih pustil na mizi? Kdo vse je bil na obisku? Mogoče je bila soseda Breda, ki je včeraj prišla na kavo. Kaj pa, če je bil Marko? Včeraj je očiju pomagal pri popravilu kuhinjskega sifona. Ja, za Marka vem, da zna dobro peči. Čeprav danes dopoldne so na obisk prišle Pavla, Miroslava, Zumreta in Zinka. Odločile smo se, da bomo spletle vsaka svojo deko in jih odnesle tistim, ki jih zebe. Morda v parke ali pa v zavetišča. No, kakorkoli, morda je katera od njih zate pustila presenečenje na mizi. Samo ne vem točno, katera zna speči dobre medenjake. Jaz pa še vedno ne vem, kdo me tako dobro pozna. Kdo bi vedel, da bodo tile medenjaki kmalu pristali v mojem želočku? Le kdo bi lahko to bil? Veš, morda pa sploh ni pomembno, da zveš. Morda je bolj pomembno to, da ti narediš isto. Če ti je kdo pri srcu, ga lahko obdariš. Nekomu boš s tem gotovo polepšal minuto, uro, dan, teden ali celo mesec. Prav imaš, mami, pa bom razmislil, koga želim razveseliti, potem pa še poiščem recept za piškote. Pa lepe, tople praznike vsem. Srečno! Lepo praznujte. Pravljica. Tokratna pravljica z naslovom Čarobni čeveljci prihaja iz ne tako oddaljene Bosne. Napisala jo je Adisa Varcar, pripoveduje pa nam o dogodku, ki za vsakogar pride enkrat na leto in ki se ga večina otrok precej veseli. Uživajte!
Živela je deklica, ki ji je bilo ime Rubina. Imela je dolge, temne lase, polne kodrov. Njene oči so bile velike in modre kot 2 dragulja. Starši je živela v dvorcu, ki je bil najlepši dvorec daleč naokoli. Rubina ni bila deklica, kot jih poznamo. Ponavadi imajo deklice eno sobo, a ne Rubina. Ona je imela 5 svojih sob. Pomislite, imela je eno sobo, ki je bila namenjena le njenim čevljem. Morali bi videti, kako je ta soba izgledala. Nešteto čevljev zloženih v najlepših omarah, čevljev najrazličnejših barv. Kar v glavi se ti je lahko zavrtelo od vseh teh barv in oblik čevljev, pa tudi omar. V šoli so vsi občudovali njene čevlje in obleke. Wow, Rubina, kakšne lepe čevlje imaš! Kako lepo ti pristoji ta barva. Rubina, lepše obleke pa še nisi nosila. Vedno se je počutila kot prava mala princesa. In kot imajo vse prave princese veliko ljudi, ki jim na dvorcu pomagajo pri princesjem življenju, je tudi na njenem dvoru živela gospa, teta, ki je pripravljala zajtrk, hodila po nakupih in poskrbela za brezskrbno življenje na dvoru. Teta je živela v mali hišici na dvorišču dvorca in imela je hčerko, ki je bila stara prav toliko kot Rubina. Ime ji je bilo Ljubičica. Ljubičica je bila precej sramežljivo dekle in je le redko spregovorila. Na licih sta se ji ob nasmehu vedno pojavili 2 mali luknjici. Rubina Ljubičice ni velikokrat srečala, a ko jo je bila srečanja vedno zelo vesela. Ob zajtrku jo je mama vprašala: Rubina, veš, kaj je jutri? Seveda vem. Jutri imam rojstni dan in obula si bom najlepše čevlje in najlepšo obleko. Ko se je Rubina ta dan vračala iz šole, je domov kar tekla, saj se je morala urediti, da sta z mamo lahko odšli po nakupih. Na hitro je pomahala Ljubičici, ki se je igrala ob hišici na dvorišču, in stekla do sobe. Kaj? Soba je bila popolnoma prazna, ničesar ni bilo v njej. Mama, mama! A nikjer ni bilo nikogar. Odprla je vrata vseh sob in soban, a nikjer nikogar. Žalostna in prestrašena je šla do sobe in neutolažljivo jokala. Skoraj je že prišel večer, ko je od nekod zaslišala tihi kašelj. Rubina je dvignila objokan obraz. V oblaku skoraj prozorne megle je v sobi stal beli škrat z velikimi črnimi očmi. Kdo si ti? Si ti skril moje čeveljce? Moje ime je Modri Savjet in ja, jaz sem skril vse tvoje veselje, vse tvoje čeveljce in oblekice. Ampak zakaj? Povedal ti bom zakaj, a še prej poglej skozi okno, ozri se po dvorišču in mi povej, kaj vidiš. Vidim Ljubičico. Sedi pred vrati svoje male hišice in nekaj počne. To je vse, kar vidim. Poglej malo bolje. Nekaj drži v rokah. Ne vidim prav dobro. Ja, nekaj drži v rokah. Čarobne čeveljce zate, za tvoj rojstni dan. Veš, Rubina, Ljubičica je imela le 2 para čevljev, ene za igro in ene za šolo. In ker je prijazna deklica, sem se odločil, da ji podarim čarobne čeveljce, ki sami skačejo, plešejo in pojejo najlepše pesmi. Odločila se je, da bo čarobne čeveljce podarila tebi. Veš, zakaj ti bo Ljubičica tako vredne čeveljce podarila? Ne vem.
Zato, da bo videla nasmeh na tvojem obrazu. Nasmeh, ki bo njeni mami dal vedeti, da je njena hči ljubičica nekoga osrečila. Poznaš ta občutek, Rubina? Je rekel in izginil v oblaku megle. Rubina takega občutka ni poznala. Dolgo je razmišljala in razmišljala. In ti? Veš, za koga sta ta dan Rubina in njena mami kupili najlepše čeveljce? Jap, imaš prav, za ljubičico, a tudi za svoje srce. Ampak, kaj pa soba s čeveljci? Se je zopet vrnila, napolnila? Seveda. In v njej zdaj Rubina in ljubičica cele dneve obuvata najrazličnejše čeveljce in obuti v čarobne čeveljce plešeta ter glasno pojeta najlepše pesmi. In tako, vidite, nas najbolj razveseli prav deljenje stvari, ki nam prinašajo največje veselje. Ljubičica, ki je imela le 2 para čevljev, je čarobne čeveljce podarila Rubini le za njen nasmeh in za svojo toplino v srcu. In ta toplina je čarobna. Te topline nam nikoli nihče ne more vzeti. In čutili jo bomo toliko časa, kolikor jo bomo pripravljeni deliti z drugimi. Še čestitka in pozdrav iz zvočnika. Čau, čau. Vi se sredo. Doviđenja! Zajđen! Naslišanje. A veste, da je december moj najljubši mesec? A zato, ker ima ta mesec kar 2 praznika? Božič ter dan samostojnosti in enotnosti. Ne zato, no. Zakaj pa? A zato, ker je vse okrašeno? Ne, zato ker vedno dobim torto. Kaj? Vsak december? Ja, ker praznujem svoj osebni praznik. A daj, Tanja, no, to so samo druge besede za rojstni dan. Ja, res je. Svoj osebni praznik pa je 1. decembra praznoval tudi moj najboljši prijatelj Tomaž, ki redno posluša tale naš podcast. Vse najboljše, Tomaž! Tudi mi bomo kmalu praznovali svoj prvi rojstni dan. Res je, kmalu bo minilo 1 celo leto od naše prve epizode. Takrat smo govorili o skupnosti. V skupnosti je vsak dan praznik, ker imaš okoli sebe ljudi, ki poskrbijo, da ti je ves čas toplo pri srčku. To imaš pa prav, Taja. Ej, a imamo kaj pošte? Imamo. Mojca nam piše takole. Živjo Tanja, Juž, Jošt in Teja. Upam, da ste bili to leto pridni in da vam je Božiček prinesel veliko slastnih daril. Meni je prinesel najbolj dobre piškote, jelenčkasto pižamo in tudi Lego kocke. Pridite se kdaj igrat, bomo sestavili kakšno hiško. Da ne pozabim, želela bi vas pozdraviti, pomahati in vam zaželeti lepe praznike. Bi pa pozdravila tudi svojega prijatelja Rafaela, ki je imel včeraj rojstni dan. Že 9 let je star, res je že velik fant. Ker se nisva uspela nič videti, bi mu rada zaželela vse najboljše. Hvala, ker mi boste pri tem pomagali. Veliko snega in vroče čokolade, Mojca. Čokolada in sneg. Mojca nam vedno napiše lepa pisma. Če nam ga želiš napisati tudi ti, ne pozabi na naš elektronski naslov oro.oddaja@gmail.com. In ne pozabite se naročiti na podcasterske platforme. Najdeš nas na Anchorju, Spotifyju, Google Playu, Apple Podcasts, Facebooku in na YouTubu. Želimo vam lepo praznovanje novega leta. Upam, da boste namesto ognjemeta na nebu
občudovali zvezde. Naslednjič pa bomo skupaj poleteli v vesolje. Ej, a smo slučajno pozabili povedati, kdaj bo naslednja oddaja? Ja, pa ne spet. Kako pa bodo zdaj poslušalke in poslušalci vedeli, kdaj nas lahko poslušajo? A ja, bomo objavili na Facebooku, da bomo z njimi spet 30. januarja. 30. januarja. 30. januarja. Na dan, ko v Ameriki praznujejo nacionalni dan francoskih rogljičkov. Na rojstni dan igralke Olivije Colman. Na zadnjo nedeljo v januarju.